Ljubitelji tradicionalnega pohoda so se odpravili na Vinski vrh. Najprej so lahko občudovali razgled na jesensko obarvano dolino, na postojankah ob vsaki domačiji pa na lokalne dobrote. Kot pravijo, pa jih nekatere že tradicionalno, druge prvič na hrib pripelje tradicija. Drugo leto, tretje leto smo zraven, čudovito vreme, vzdušje, hrana, pijača, enkratno v Selnici ob Dravi, res čestitke vsem organizatorjem in drugo leto se spet vidimo. In zakaj je luštno tukaj? Luštno je zato, ker smo v Selnici prijazni in dobri ljudje, ki se radi med seboj veselimo, si kaj lepega povemo in se mi zdi, da to ljudi povezuje in je to tisto, kar je v naši deželi potrebno. Kot prvo že, da se družimo malo, lepo vreme, malo nekaj spijemo, nekaj pojemo, pa to. Največ druženje. Enkratno, postojanke imate na vsake 2 koraka. Na osrednji postaji so se lahko obiskovalci okrepčali tudi s toplo malico, golažem, bogračem ali drugimi enolončnicami, ki so nastajale v kotlih. Ali bograč ali bistvo kaj? Trenutno letos imamo čevape, klobasice, golaž. Je pa bistvo to zato, da povežemo mlade med občinami Lovrenc, Selnice pa Ruš. Čili con carne je taka malo pekoča jed, ne? Slana pekoča jed, ki še spodbudi želodec, da si še želi mladega vina. Kot se spodobi, so poskrbeli tudi za krst mošta in ga spremenili v vino. Po tradiciji pa si vsako leto izmislijo kakšen novi lik ali šego, tako so tokrat okronali vinsko kraljico in ji zadali nekaj nalog. Kraljica Vinskega vrha pomeni, da se veseli z temi ljudmi na Vinskem vrhu, da varujemo naravo, da preprosto uživamo v lepotah Vinskega vrha in Selnice. Tako jim že tradicionalno v Selnici ob Dravi uspeva ohranjati tradicijo pohoda na Vinski vrh in s tem tudi martinovanje.